današnji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku se bomo sprehodili po koledarju od januarja do decembra, se pravi od prosinca do grudna. Pojasnili bomo izvor starih slovenskih imen za mesece, ki so večinoma povezana z letnimi časi ali kmečkimi opravili. Se spomnili na kulturne dogodke in osebe povezane z njimi, kaj zapeli, zaigrali in zaplesali. Ob koncu pa se, kot je že v navadi, zahvalili učencem, ki so soustvarjali letošnje že 12. bukvice. Prosinec je dobil ime po letnem času zimi in so mu sprva rekli prozimec. In zima je tudi naslov stavka koncerta Antonija Vivaldija, na katerega je pripravila plesno točko Katja Uršula. V februarju so najprej rekli sečan in ga poimenovali po času sečnja. Šele kasneje so sprejeli ime svečan po svečnici ali po ledeni svečah. Staro slovensko ime za marec je sušec, a tudi brezen. Sušec zaradi suše, brezen pa potem, ker takrat začnejo zeleneti breze. Ali pa je vsaj včasih bilo tako. Potem pa je to morda pravi čas za nastop mladinskega pevskega zbora. Zapeli vam bomo pesem o vrbah.
breza, vrba, kaj to je isto? Komu mar, ne bomo se samo zaradi staroslovenskega imena učili nove pesmi, vrbo pa tako ali tako že znamo. Ali pa je vse včasih bilo tako? Ker aprila začne rasti trava, se je april nekoč imenoval mali traven. In ker je maja trava že višja, ali pa je vsaj včasih bilo tako, se je maj imenoval veliki traven. Ponekod so ga imenovali tudi cvetnik. Aprila je travo zalival aprilski dež, vode pa ni manjkalo niti v maju. Vode? Vode.
rožah, kaj ne? Seveda, po rožah. Hodi, kamor gledaš. Mali in veliki srpan sta dobila ime po orodju za žetev. A ker je žetvi, ki so jo pravili v juliju, v avgustu sledilo delo, ki so ga upravljali s tepcem, se je avgust imenoval tudi Cepec. Ne, cepec je res orodje, s katerim so upravljali delo, a mesec je dobil ime po opravilu in ne po orodju, torej mladnik. Ampak za mlade je avgust predvsem morje in sonce. In pesem. Anja Štefan, klobuček. Klobuček na glavo in skočim v vodo. S klobučkom preplavam naš modr zaliv. Na glavi počiva, ga voda obliva. Milička in nosek in uhlje poskriv. O ne, ljubi sonček, o ne pod klobukom, o ne ti povem, da ne boš me dobil. Za
zvezde na nebu ljubezni, žarijo za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, ognju v neskončnem zelo zažari. Mlade oči so svetle oči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. No, Katja, zdaj pa ti povej, zakaj se je september nekoč imenoval Kimavec. To pa je res preprosto. Takrat se prične šola in ker pri pouku vsi kimamo, Ali pa je vse včasih bilo tako? je pač kimavec. Vidiš, dokaj verjetna razlaga. Namreč ime Kimavec je do danes ostalo bolj ali manj nepojasnjeno. Več nam pove njegovo drugo ime Poberuh, pač po pridelkih, ki jih ta mesec pobiramo na polju. Ali pa je vsaj včasih bilo tako. Glede vinotoka ni dileme. Imenuje se po pretakanju vina. Jana Kolarič, Martinovo. Ker rojen sem na dan vina, kličejo me za Martina. Dali grozdje smo oktobra, letina bila je dobra. Spreše steklo je po kapljah, pred očili mošt smo sode. Čudež, glej, iz grozne vode, vino, ki skrbi utaplja. Rebra kažejo gorice, kakor spraznjene police. Ko praznujemo Martina s petjem, plesom sredi vrta, odpočije naj si trta, darovalka grozdja, vina. Mraz odgnal na jug je ptice,
pesem strpa pesmarice. Ampak, a ne nastane vino šele novembra iz tekočine, ki se oktobra še imenuje mošt? Že. A november je pač moral biti rezerviran za pripravo narave na zimo. Se pravi, odpadanje listja. Listopad torej. Listopad torej. Listopad pa letos zamuja. Veliko pravil ga je čakalo. Priprava krompirja, oblikovanje buč. Miklavž komen, krompir. Kuhar prereže krompir na pol in ga vrže v omako in doda sol. Prvi kos reče drugemu kosu. Zdaj pa sva v zosu. Miroslav Košuta, 7 lačnih buč. 7 strašno lačnih buč je požrlo zadnji luč. Zdaj z režečimi zobmi oknih škrbasto grozi. December se je nekoč imenoval gruden po... Ne po kepah, ki bi jih tudi lahko imenovali grude. Pač pa po grudah, se pravi kosih sprijete zemlje.
je leto naokoli. Sprehodili smo se od januarja do decembra, se pravi od prosinca do grudna. Preden pa predava besedo gospe ravnateljici, ki bo podelila priznanja za najboljše objave v bukvicah. Ali pa je vsaj včasih bilo tako? Se od vas poslavljava in vam želiva lep praznični februar. Ali po staroslovenska? So poti, ki vodijo v daljne kraje. So poti, na katerih se marsikaj doživi. So poti, ki vodijo do novih spoznanj in so poti, ki vodijo v srca ljudi. Če znamo hoditi po vseh teh poteh, potem je sreča naša sopotnica. Če pa znamo poiskati poti v srca ljudi, potem znamo svojo srečo deliti z drugimi. Letošnja tema bukvic oziroma Prešernovega natečaja je bila Evropsko leto 2013. Mi smo najprej državljani Slovenije, prav tako smo državljani Evropske unije. Zaradi tega so prehodi mej enostavnejši, zaradi tega so naša potovanja cenejša. Ampak nikoli ne pozabimo in nikoli ne imejmo najbolj radi svoje domovine. Naša slovenska kulturna dediščina je zelo bogata in delček tega smo v to zakladnico prispevali tudi mi z našimi literarnimi in likovnimi prispevki, ki smo jih objavili v bukvicah številka 12. Objavljenih je 25 likovnih prispevkov in 101 literarni prispevek. Vsem učencem in njihovim mentorjem seveda za to čestitamo. Ko sem se sprehodila skozi letošnje bukvice, sem bila prijetno presenečena. Veliko lepega ste nam povedali, veliko lepega ste nam zaželili. Najbolj ponosna sem pa na to, da iz teh bukvic veje misel. Spoštujmo najprej sebe, potem bomo lahko spoštovali tudi druge. Zaradi tega bo naš svet prijaznejši, svetlejši in bogatejši. Da je temu res tako, pa vas bosta prepričali Aneja in Eva, ko bosta predstavili svoj prispevek. Prosim, Aneja in Eva. Ali bo slovenščina jezik mojih otrok? O tem vprašanju velikokrat razmišljam. Ne morem pa odgovoriti nanj, saj sama ne vem, kaj se bo zgodilo z našo državo. V krizi, kakršni smo, je težko razmišljati o prihodnosti. Ljudje nimajo stanovanj, oblek, nekateri niti dovolj hrane. V naši državi je hrane dovolj za vse državljane, saj ne živimo v Afriki, kjer je ni. Zato bi morali živeti pošteno in z vso pravico, da vsak državljan živi v normalnih razmerah. Ljudje, ki nimajo služb, imajo pa dobro izobrazbo, odhajajo v tujino. V države, v katerih ni takšne grozne situacije, kot je pri nas. V tujino odhajajo tudi s svojimi otroki in si tam skupaj ustvarijo novo, boljše življenje. Zato vedno več mladih odhaja iz naše države. Ljudje, ki živimo skupaj v isti državi, bi morali držati skupaj in biti pošteni. Ampak nažalost, v naši državi ni tako. In zato se nam dogaja to, kar se nam. Slovenija je sicer majhna država, ampak skupaj bi lahko dosegli tisto najboljše. Vsak državljan bi lahko imel stanovanje in službo. Če bi sodelovali, bi z novimi tovarnami in delovnimi mesti ustvarili denar, ki je zelo pomemben za življenje. Skupaj bi lahko naše kvalitetne izdelke izvažali in prodali v tujino. Verjetno država s takšnim načinom delovanja ne bi imela težav in tudi ljudje ne. Sama sem ponosna, da sem državljanka Slovenije. Slovenščina je jezik, ki ni razširjen po svetu, ker ga govorimo samo mi, Slovenci, in ga s tem tudi ohranjamo.
Ne vem pa, če bom tudi sama morala nekega dne zapustiti svojo državo in oditi v tujino. Če bom v tujini živela bolje in brez težav, verjetno jezik mojih otrok ne bo jezik, ki ga sedaj govorimo mi. Njihov prvi jezik bo tisti, v kateri državi bomo živeli. Vsekakor pa jih bom naučila slovenskega jezika, s katerim odraščam in živim že 13 let. Sonet sreče nesreče. Evropska unija ni parodija. Evropska unija je kot najbolj priljubljen najstnik v šoli, kot strast, da v cerkvi se moli. Vsi želijo biti del te misije Evropske unije. Kdo vse je v Evropski uniji? Italijani so že stari mački, Nemci so prav na vrhu, na tački, Britancev ali Angležev ne manjka nikoli. Slovenci hoteli smo zraven, da so bili pravi pokoli. Seveda nas je več, ki v Štrasburgu sedimo, pod Evropskim parlamentom stojimo. Le zakaj si popularna, draga unija, čeprav se s tabo Rima lepo lomija? Malo zamisliti se je treba, kaj narediti? Seveda. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejmejo Nika Ekart, Sanja Markovič, Emanuel Krajnc, Jan Ladinek, Vid Lobnik, Marika Lipko, Maša Predip, Kaja Majster, Matjaž Vake, Mitja Žužek, Aneja Radonič-Rauter, Maja Kurnik, Urban Duh, Domen Omahen, Tatjana Jerkovič, Katja Medved, Eva Štingl, Lauro Šušek, se je izgubil, Eva Mlakar Poštrak. Eva je? Ni? Elena Likar. Tudi ne. Marko Edelbahe. Rosvita Pliberšek. Še enkrat Lauro Šušek. In sedaj Rosvita Pliberšek. Sinja Tekavec. Alja Majcenovič. Dalibor Veselinovič. In Nina Hanžič.
Prešernovo nagrado za likovni prispevek prejmejo Tjaša Prepelič, Hanna Dežban Radonič, Neja Novak, Žana Novak, Mija Pavlin, Majken Zupančič Danko, Filip Marušič, Žana Gajer, Špela Senica, Aneja Rajh, Vita Krump, Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek pa prejmeta Špela Brezočnik in Ana Dobrikovič. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. S tem je današnja proslava o Prešernovem dnevu zaključena. Jutri, torej 8. februar, Prešernov dan, pouka prost dan, spočite se in imejte se lepo. Nasvidenje.